Samo počasi. Sandi malo dvigne. Peč ima nekje 550 kg, to taka stvar ni hec. Dobro jutro. Evo, ura je 5:20 zjutraj in jaz se vozim na Valtis, ker gremo dan z monterji montirati pečna drva. Zgodni smo pa zato, ker nas čaka dosti dela, pa moramo biti čim prej gotovi, da ne bo stranka namrznjena. Da zdaj predstavim našo ekipo, to je Sandi, vodja monterske ekipe, to je pa Matej, pomočnik vodje. Kak je plan za danes? Danes je plan. Zdaj bomo naložili na tovornjaka, vse kar potrebujemo za montažo vive, potem se peljemo do stranke, Sveto Ano, to imamo malo blizu danes. Pečna drve danes montiramo, danes, ne? Ja. To je verjetno prva pečna drve, kaj si jo ti kdaj montiral, ne? Ja. Ne, Sandi... Montiramo že 30 let. Ja, drugače pa Sandi nekje 200 peči na leto že zmontiraš, ne? Ti gre prek njegovih rok. Taj da nič, gremo hitro, da ne bomo zamudili. Jutro, Ušika, Sandra bo danes pomagala pečna. Sandra gre zane, ja, ti gre zane. ja, lahko, ono si bom oblekla, veš, ti si imercu, malo že se nekaj, tiste šuhece pa bom taman, veš. Zdaj smo tu na Valtisovem skladišču, pripravljenosti sta 2 tovornjaka, tako da viva je že gor nabasana, nabašamo se samo par malinkosti, par materialov, pa krenemo. Se pa v zadnjem času vedno več ljudi odloča za ogrevanje na drva, ker so drva res tisti energent, ki se najmanj podražil, mogoče 10-20%, medtem ko so se ostali energenti podražili za več kot 50%. Sandi malo dvigne. Peč ima nekje 550 kg, to taka stvar ni hec. Matej, ne bo šel nos. Ne. Tega prevaliti slike ne bi šlo. Peč smo spravili noter, zalogovnik smo spravili noter, še en zalogovnik pride, pol pa se začne montaža. Sodobne peči na drva se vedno vgrajujejo z hranilnikom toplote. Če imamo hišo nekje 200 kvadratov, se vgradi 1500 litrov, tu sta v bistvu 2 hiši povezani in smo vgradili 1000 litrov. 2000 litrov. To je 1000 litrski zalogovnik, 1000 litrski zalogovnik pa ravno pripravljajo. Priprava dimnika. Priprava dimnika. Zakaj peč rabi dimnik? Kaj Valtis, kaj 100 let drži. Montaža je zdaj v polnem teku, drugače pa pečna drva, ko jo montiramo, traja približno 2 dni hidravlična montaža, 3. dan pa pride še električar, da poveže vse električno, pa naredi zagon, tako da ponavadi smo 3. dan fertik. V mestnem cajtu se mogoče niti hiša ne ohladi. To je peč Viva GT 35 kW kotl oplenjevalni na polena. Pri tem kotlu mi je najbolj všeč to, da ima samo ena vrata, ki nas ločijo do korišča. Torej nima nekih zunanjih pokrovov, notranjih, pa nekih 10 vrat. Odpreš ena vrata,
in žeši v koriščo. Korišče samo je dolgo 55 cm. To pomeni, da vsaka drva, ki je narezana na pol metra, bo brez problema šla noter. Vidiš to? Vse obloge v korišču so iz ognjeodpornega inox materiala. Od vrat do teh oblog noter v korišču. To je pa zato, da ima peč res dolgo življenjsko dobo. Da se šamoti ne uničijo, so noter posebne inox plošče, ki varujejo šamot. To pomeni, da mogoče čez 10-12 let, ko je že peč nekaj dala skozi, ne bo potrebno menjati vseh šamotov, ampak boš menjal samo ta železen kos. Trojna izolacija vrat. Imamo stekleno volno, ki je tu not, ki je ne vidimo. Potem imamo ognje odporen material, vermikolit in pa še šamotne plošče, ki so v bistvu samo položene noter. To pomeni spet enostavna menjava, če bi bilo kdaj potrebno. Peč ima šamote, ki so trenutno najboljši možni šamoti na trgu in zdržijo temperaturo do 1550 stopinj. Poglej, vidiš, ti šamoti niso noter zabetonirani, zasilikonirani, ne vem kaj še vse. Preprosto jih lahko vzameš ven. Evo. In tudi, ko bo ta šamot čez nekaj časa crknil, kar mogoče bo, boš samo kupil novega, ga vstavil noter. Vidiš to odprtino? Ko odpremo vrata, vsa zrak začne vleči direktno v to odprtino. To pomeni, da nič dima ne gre v prostor. Zdaj pa, da ti še pokažem zadnji del peči. Evo, kaj imamo vse tu? To je ventilator, ki dela pod tlak v kotlo, vleče zrak ven in zato se v bistvu začnejo drva oplinjati zaradi tega ventilatorja. Tu imamo varovalo proti pregretju kotla. Če bi kotl se začel pregrevati, on reši situacijo. Tu not je pa tisto glavno. Tu not so pa motorčki, ki regulirajo primarni pa sekundarni zrak s pomočjo elektronike, SmartFire tehnologije. In v bistvu kaj to pomeni? Če boš ti uporabil tudi drva slabše kakovosti, se bo peč sama znajdla s pomočjo lambda sonde, ki je vgrajena noter v ventilatorju, bo regulirala primarni, sekundarni zrak in v bistvu optimizirala izgorevanje. To je pa ročka, ki čisti cevni izmenjevalec. To pomeni, ne rabimo več odpirati kotla na vrh od zgoraj, pa ga čistiti ročno, ampak ko se spomnimo, ko gremo mimo, mogoče enkrat na dan, enkrat na 2 dni, naredimo to, pa ga počistimo. To pomeni, bo kotl vedno čist in bo tudi imel višji izkoristek. Si vedel, da je Slovenija 4. po gozdnatosti v Evropi? Pred njo so še samo Finska, Latvija pa Estonija. In glede na to, koliko gozdov imamo, se mi zdi smiselno, da jih izkoristimo. Zakaj si se pa ti sploh za peč na drve odločil? Ja, gledajte, drva imamo doma, imamo nekaj hektarov gozda in pač to je energent, ki ga pač proizvedemo doma. Nisi šel na olje? Nismo šli na olje, ne. Sploh zdaj, ko je ta energetska kriza, je to v bistvu po mojem najboljše. Lej Filip, kakšne drve ima? V nulo. Kakšna drva so to? To je... V bistvu mešana, tudi kakšna, ne vem, jelša, pa te malo slabije kakovostni razred. Važno je to, ker pri Vivi, Viva peč, tudi če imel kakšen odpad, to se lahko skuri. Ni to, da moraš imeti samo one tiste prvoklasne drve, ampak kakrkoli drve imaš, vse se lahko ponuca, kaj se pač okoli kmetije kaj ostane v bistvu od kmetije, pa tudi v gozden raste samo top drva, pač tako je. Za Valti smo se odločili zato, ker v bistvu smo hteli neko hitro montažo od začetka do konca, dobro svetovanje, slovenski proizvajalec in od drugih strank smo slišali neke dobre besede in potem pač iskali smo peč na drva in enostavno iskali nekega najboljšega možnega ponudnika. Za Valti smo se potem odločili tudi zato, ker je svetovalec v bistvu pripravil ponudbo do A do Ž, nam svetoval tudi, kaj potrebujemo za subvencijo in potem dejansko celotno dokumentacijo tudi pomagal urediti. Ukvarjamo se z vinogradništvom, pa tudi ostalimi kmetijskimi panogami, to pomeni živinorejo in pa potem tudi z poljedelstvom. Drugače pa
Imamo izletniško kmetijo, tako pomeni, da v bistvu sprejemamo goste, svoje pridelke prodamo doma in tržimo to, kaj pridelamo. Tako da na kratko, krave imajo, mleko imajo, pa vino imate, ne? Tako. Nič gremo vino pogledat. Lahko. Fermentacija poteka v teh sodeh, vina so skladiščena v tem prostoru, tako da ne lahko tudi kaj poskusimo. Božno. Ja, tudi tipični von ima pod traminco, ne? Meni je to vrej. Ja. Bik. Glej, tam je pa mali. Zakaj pa bik ni vun spušen? Ni plemenski, tako da bi imeli malo probleme na pašniku, če bi bil on zunaj. Kakve probleme? Kak je rekla tvoja mama? Kjer ne smrdi, tudi ne diši. Kjer ne smrdi, tudi ne diši. In tu smrdi, torej bo enkrat že dišalo tudi. Nič, midva smo zdaj deci vina spila, krave smo šla pogledat, drve smo šla pogledat. Zdaj gremo pogledat, kaj so majstri vmes naredili, ne? Gremo. Gazda je rekel, da gremo pogledat kontrola, kaj se je zdaj že vmes naredila. Zdaj, Če lahko malo poveš. tega se je zdaj pripravila za montažo. Kaj zdaj delaš? 3 ure. Zdaj mažem, da bom lahko lotal se prehode. Malo se igram tako otrok. In če ne bi namazal, kaj bi se zgodilo? Ne moreš zalotati. Zdravo, Matic, servus. Evo, danes je z nami Matic. Včeraj so zaključili hidravlični preklop kotla. Matic bo pa danes naredil še elektrovezavo, pa potem zagon kotla, pa vse, kaj je potrebno. Stranki bomo razložili, kako uporablja hidravlični sistem, pa vse skupaj zaključili, ne? Ja. Kako se bomo danes cele zadeve lotila, kaj se tiče elektrike? Danes bomo priklopili peč na elektriko, celotno regulacijo vremensko-vodeno, ki je zraven ponudbi, ter naredili zagon ogrevanja, ter razložili sistem, kako deluje. Ok, nič, pol pa gremo v akcijo, ne? Evo, medtem ko Matic dela, ti bom pokazal, kak celotni ogrevalni sistem deluje. Kar pridi z mano. Ko pec zakurimo, se topla voda začne shranjevati v zalogovnikih vode. To so hranilniki toplote. V tem primeru imamo 2x po 1000 litrov. To je pa bojler za sanitarno vodo. Gre za kombiniran bojler. To pomeni, da lahko sanitarno vodo ogrevamo preko peči, ko kurimo z drvi ali pa kar z električnim grelcem. To je raztezna posoda. V njej je taka guma, ki se razteza in v bistvu kompenzira tlak in poskrbi, da je vedno enak tlak vode v sistemu. V tem primeru imamo mi v sistemu več kot 2000 litrov vode in zato tudi mora biti raztezna posoda primerno velika. Iz hranilnikov toplote topla voda gre v naše stanovanje, v hišo, s pomočjo teh dveh pump in teh dveh mešalnih ventilov. Kdaj gre topla voda v našo stanovanje, kdaj ne gre, kdaj se pumpa vklopi, kdaj se mešalni ventil odpre, zapre. Za vse to pa poskrbijo možgani oziroma elektronika. To je vremensko-vodena regulacija in ona v bistvu skrbi za to, da si boste vi v stanovanju nastavili želeno temperaturo, recimo 21-22 stopinj. Za vse ostalo bo ona razmislila, preračunala glede na zunanjo temperaturo in poskrbela, da boste vi na toplem na tisti želeni temperaturi, kot ste si jo nastavili. Ker gre za vremensko-vodeno regulacijo, smo zunaj namontirali zunanje tipalo, na podlagi katerega potem elektronika regulira vse procese, da zagotovi tisto želeno temperaturo v našem prostoru. Evo, Saša, to je pa sobna enota.
Ta sobna enota v bistvu meri temperaturo zraka v tem prostoru in na tej sobni enoti si nastaviš temperaturo, kako hočeš imeti po dnevi, pa kako hočeš imeti po noči. In to je to. In v bistvu peč bo poskrbela vse, kaj je potrebno, oziroma regulacija, da bo zagotovila to temperaturo. Tvoje delo je samo, da enkrat na dan zakuriš in to je vse. To je zdaj prva veja, to je za tisto hišo tam, druga veja je za to hišo tu. Zdaj imamo za ono hišo prav nastavili, ok, potrdite, 2 časovna termina lahko naprej nastavite. Zdaj smo zaključili z montažo celotnega ogrevalnega sistema z pečjo Viva. In Matic, boš ti Saši kar razložil, kako celotno ogrevalni sistem uporabljati, kako zakuriti, pa vse ostalo. Imamo peč, prvo, ko boste zakurili, date prvo malo drvi. Na vrh tega treske. Saša, praviš, da ti je škoda zakuriti? Ja, če je tako čisto. Še drve? Ne, zaenkrat dosti. Planoma prej, ko se zakuri, stisne na tipko za klop. Tako se pa zakuriti. Samo žgen. Tako, kocko. Še malo tresk na vrh. Evo, jaz že čujem ventilator, da je zadaj začel delovati. Tako da zrak že ven vleče iz peči. Kaj pa zdaj? Počakamo, da se razgori vse skupaj. Zapremo vrate dol, ko je vse fajn razgoreto. Počakamo na 10-15 minut, potem pa polno nadevamo z drvmi. Tako zaprete vrate dol, da se dol razgori vse skupaj. Pol pa čez 10-15 minut doloži. Evo, Saša, zdaj se je peč razgorela in zdaj lahko naložimo na polno. Počasi se vrate odprejo, odprete vrate, pa samo polno naložite z drvami. Zdaj se je peč na polno naložila, zapremo vrate dol. Ko se bo peč zadosti razgorela, bo začela polniti zalogovnike. Ko se bojo zalogovniki dovolj zagreli, bo pa voda šla v sistem in grela hišo. Evo, zdaj je že zagorelo. Ja nič, tako da mi smo zdaj zmontirali, zaključili vse skupaj. Peč je zagorela, zalogovniki se počasi grejejo, tako da nič, želim vam uspešno uporabo ogrevalnega sistema, pa da boste vedno na toplem, ne? Tu smo pa v podjetju Valtis še pripravili eno zahvalo za vašo izletniško kmetijo, torej se zahvaljujemo, da ste nam zaupali pri izbiri ogrevalnega sistema. Mi smo pa res trudili, da boste vedno na toplem, tudi če bo vmes prišlo do kakšne težave. Hvala. Hvala lepa. Evo. Hvala. V podjetju Valtis se ukvarjamo s proizvodnjo kotlov na polena, kot je tale Viva GT, jih montiramo in tudi servisiramo. Če te zanima prenova ogrevalnega sistema, potem klikni na povezavo nekje na tem videu ter naroči brezplačen ogled kotlovnice. V sklopu ogleda kotlovnice se pogovorimo o tvojih željah glede ogrevalnega sistema ter pripravimo individualno ponudbo za celotno prenovo, torej dobava kotla, montaža in vse ostalo, kaj zraven spada. Pomagamo pa tudi pri pridobitvi subvencij. Torej, klikni nekje na povezavo in se vidimo v kotlovnici.